Dober dan in prisrčno pozdravljeni v knjigarni Celjske Mohorjeve ob predstavitvi pesniške zbirke Mati zemlja in na praznovanju poezije in življenja gospe in gospodje Tone Kuntner. Dobrodošel v maju, ki si izbrstel z vrstenjem maja, ki siješ in seješ svetlobo maja. Dobrodošel v hiši ljubezni in upanja, v hiši nikoli zlomljenih sanj. Dobrodošel doma, med nami in v nas in na vseh naših daljnih poteh. Dragi gospod Tone Kuntner, vem, da ste to pesem posvetili svojemu vnuku, danes jo mi posvečamo vam in čeprav ste danes vi v središču naše pozornosti, bomo danes gosta spremenili v občinstvo in občinstvo v nastopajoče goste, kajti številni so se odzvali našemu prijaznemu vabilu, da spregovorijo nekaj besed ob vašem življenjskem jubileju, 80. rojstnem dnevu, ki ste ga dopolnili v soboto 13. maja in ki smo ga nad vse doživeto že praznovali skupaj z vami in s približno 200 vaščani z Gornje Velke, vašimi prijatelji, družino, sošolci Mariborske klasične gimnazije pri Mariji Snežni. In imela sem tudi to veliko čast, da sem lahko s povabljeno družbo, tako si je pesnik svoj rojstni dan zamislil, se najprej poklonila spominu Jožeta Pučnika v mestnem parku pri Svetem Lenartu in nato še Stanku Majcnu pri Mariji Snežni. Še enkrat pa smo se seveda prepričali tudi o pregovorni gostoljubnosti in domačih dobrotah, pa predvsem toplini prijateljskih vezi slovensko-goriških ljudi, skupaj pa začutili tudi rosno travo in blatno zemljo pesnikovih rodnih trat in slišali prvi glas kukavice. Dragi Tone, danes vas bomo torej preizkušali v potrpežljivosti. Prosim vas, da nam prisluhnete. Samo na koncu vam bom dala besedo, zato bo pa zadnja beseda vaša. Izvolite. Hvala, tako sem presenečen, koliko vse tu vidim in samo hvala. Pol pa na koncu. Veste kdo? Vsi srčni orači, kopači bogatih globin naše dežele so danes tukaj z nami, če povem z vašimi besedami. In res hvala vsem vam, ki ste pripravljeni sooblikovati naše praznovanje. Poklon življenjskemu jubileju pesnika, gledališkega in filmskega igralca, profesorja umetniške besede, moža, očeta, dedka, nagrajenca Prešernovega sklada za poezijo, prejemnika Borštnikove in Severjeve nagrade, zlatnika poezije za življenjsko delo in Janežičevega priznanja, avtorja 33 knjižnih del, ki so išla v zbirkah, revijah, antologijah, tudi v številnih tujih jezikih, pesnika zemlje in srca, domoljuba Toneta Kuntnerja. Prisrčno dobrodošli vsi, posebej pa tudi soproga, gospa Sonja in pa sin gospod Jernej Kuntner. S ponosom tokrat na police Celjske Mohorjeve postavljamo novo pesniško zbirko in, dragi gospod Tone, še enkrat iskrene čestitke tudi ob tem izidu in lepa hvala za zaupanje prvi slovenski založbi. Pri Celjski Mohorjevi leta 2013 že išla tudi moja pesniška zbirka Podorane sanje, medtem nekaj prispevkov v reviji Zvon in kot smo našteli, sedaj vaša 33. knjižna izdaja Mati zemlja. Zato bomo nekaj kratkih besed najprej namenili prav njej in k besedi vabim urednico zbirke Matejo Lenart-Perger. Pozdravljeni. Redko kdaj se pesem tako dotakne duše, da v njej odzvanja še dolgo. In nekaj takega se mi je zgodilo v gorenju pesniške zbirke gospoda Toneta Kuntnerja. V njegovih pesmih je toliko srčnosti, toliko ljubezni do domače zemlje, do domovine, do vrednot, ki se izgubljajo. Njegov odnos do zemlje, ki jo doživlja kot mater in kot porodnico, ki
kljub nostalgiji in bolečini, ki jo je čutiti v nekaterih pesmih, v misli prikliče sledove raja. In prepričana sem, da ima vsak izmed nas kak tak košček zemlje, do katerega čuti še posebej veliko ljubezen. In zato velja povabilo, naj se tja odpravi novo pesniško zbirko Pod roko. Spoštovani gospod Kuntner, iz srca se vam zahvaljujem za prisrčno sodelovanje z vami, za vašo potrpežljivost, nasvete, za vse dobro v tem najnem sodelovanju in upam, da boste napisali še kakšno zbirko in nas zelo razveselili. Hvala lepa. Ja, Kuntnerjeva poetika je značilna, prepoznavna in v spremni besedi nove zbirke beremo, da zemlja Kuntnerju ostaja odsev presežnega, ki ga zaznava pesnikova duša in ga poimenuje tuzemska večnost. Mati zemlja, torej kot prva zibel in poslednje naročje. Najprej k besedi danes vabim upokojenega nadškofa, častnega člana Mohorjeve družbe, cenjenega Mohorjevega avtorja in avtorja prvega velikega leksikona filozofije v slovenski zgodovini nasploh, pa tudi Kuntnerjevega prijatelja, monsignor dr. Anton Stres. Lepo prosim za nekaj besed. Hvala lepa za besedo. Sem zelo vesel, da sem lahko danes tukaj, zelo vesel, da je gospod Tone dočakal lep jubilej in seveda mu želimo še veliko let, pa tudi veliko ustvarjalnosti. Zdaj bomo še gotovo danes osvetljevali različne vidike njegovih pesmi in njegovega ustvarjanja. Tisto, kar je pač meni zelo pri duši in na kar bi rad še posebej opozoril, je, da je dragocen ta njegov prispevek ravno v tem kulturnem trenutku, v tem času slovenske in tudi evropske in svetovne literature, ki tako pogosto pribija na pranger ravno tisto, kar je za človeka najbolj bistvena, in to je njegova identičnost, njegova identiteta, njegova zvestoba samemu sebi, ki se izraža tudi v domoljubju, v ponosu, v samozavesti, da je to, kar je, da je član naroda, ki mu pripada, da je član kulture, da je član dežele, v kateri živi in ga zna to ceniti. In to ne izključuje ničesar, resnična in pravo domoljubje ni izključevalno, ampak mora človek najprej samega sebe ceniti, da lahko ceni tudi druge in da na ta način prispeva k pravemu sožitju, ki ničesar ne tepta, ničesar ne izključuje. In to je ta velika in tako razpoznavna značilnost pesmi našega slavljenca, našega jubilanta. In zato hvala za ta dragoceni prispevek, edinstveni prispevek v naši slovenski trenutni literaturi in Bog da živi še dolgo. 31. maja bo minilo 35 let od aretacije Janeza Janše in Ivana Bošnerja, s čimer se je začela slovenska pomlad. Veseli in počaščeni smo, da je danes med nami tisti, ki je prvi najbolj čutil, citiram, zastavo v barvi čistosti duha, v barvi modre pameti, v barvi norega srca. Trdni kamen slovenske pomladi, ne ponovljive, a obnovljive vsako pomlad. V to verjamemo, v to upamo, tudi skozi oči pisatelja. Gospod Janez Janša, prosim. Spoštovani zbrani, dragi Tone, odkar vemo za slovensko pomlad, vemo tudi za njenega pesmi. Gospod Tone Kuntner je marsikaj, vendar če bi skušali najti en sam izraz, da ga opišemo, potem moramo reči, da je Tone pesnik slovenske pomladi.
Odkar vemo za slovensko pomlad, vemo tudi za gospoda Toneta Kunterja. Ko prebiramo njegove pesmi, najdemo mnogo kateri navdih. Je pa po prebiranju teh pesmi v spominu ostal en stavek ali pa en vers, nekaj besed, ki po moje zelo tke skupaj, to čutenje slovenske pomladi in vse ostalo, kar je pesnik gospod Tone Kunter napisal. To je stavek, pa besedna zveza, ki pravi meriti neizmerljivo. Če bi obstajalo samo tisto, kar je izmerljivo, če bi v stvarnem življenju odločalo samo tisto, kar se da izmeriti, potem danes mi zagotovo ne bi bili v tej dvorani, niti ne bi govorili slovensko. Če bi šlo samo za izmerljivo, potem slovenskega naroda ne bilo. Ne bilo slovenskega jezika, ne bilo slovenske besede in ne bilo slovenskih pesmi. Če pogledamo skozi stoletja naše zgodovine, potem vidimo, da smo Slovenci obstali tudi takrat, ko so bile vse številke proti. Tudi v času slovenske pomladi. Samostojne slovenske države nikoli ne bilo, če bi odločilo samo tisto, kar je izmerljivo. In gospod Tone Kunter se v svojih pesmih trudi, kot pravi sam, v eni od svojih pesmi izmeriti neizmerljivo, opisati tisto, kar se mogoče niti ne da opisati z besedami, se pa trudimo, da se temu približimo. Tako da, dragi Tone, ob tem jubileju ti želim, da se še naprej trudiš v tej smeri, da obujaš slovensko pomlad tudi takrat, ko so v zraku nizke temperature in ko je zmrzal, da nikoli ne obupaš, da ostaneš vedno mlad v svojih pesmih in v svojih pogumnih dejanjih. Dragi Tone, Bog te živi še na mnoga leta, ostani mlad in pogumni. Težko mi je citirati naslednje besede, ker jih Tone Kunter pač, ko jih citira po svoje, citira neponovljivo, pa vendar jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo. Tiste Cankarjeve besede, ki jih Kunter vztrajno ohranja in ki jih je v najbolj ključnih trenutkih zgodovine novo porajajoče se Slovenije pomenljivo citiral Ivan Borštner, ki je danes tudi z nami, pa prisrčno povabljeni k besedi. Hotel bi vam povedati samo čisto kratko en tak stavek. 88 leto, tako kot sem ga jaz takrat začutil, in takrat se mi je zdelo, da je takrat pri vseh nas bila noter globoko v nas neka tesnoba. In takrat je bilo treba to tesnobo prelomiti. In takrat smo na koncu Slovenci tudi tisto tesnobo prelomili. Sedanji čas, ki je zdaj tukaj, mislim, da je isto čas, da prelomimo to tesnobo. Tudi zdaj je tesnoba. In je treba prelomiti, zdelo se mi je na tem zborovanju, da je bila prvič po tolikih letih spet prelomljena tesnoba. Hvala za poslušanje. Tako se srečujemo, da znova premerimo naše smeri, vrednost, vrednot, resničnost besed.
K besedi vabim tajnico in urednico Slovenske matice, sekretarko Ministrstva za kulturo v prejšnji vladi, filozofinjo, literarno zgodovinarko, prevajalko doktorica Ignacija Fridljarc. Izvolite, prosim. Spoštovane, spoštovani. Nekateri pesniki pišejo svojim peresom zato, da pustijo sled o svojem jazu v tem svetu. Drugi pišejo zato in kopičijo besede, da bi z njimi zaslužili. Zelo, zelo malo pa je takih, ki, kot bi rekel Mali princ, pišejo svojim srcem. In Tone Kuntner je ta pesnik. Pesnik, s katerim sva se srečala in takoj postala sorodni duši. Zato, ker oba prihajava v to, kar se danes tukaj imenuje središče duha, pa to ni, iz pokrajin, ki so na obrobju, iz grab. In vendarle se zdi, da nas Tone Kuntner uči, kako tu, v to središče, postaviti dušo. Hvala Tonetu Kuntnerju, da za vsako njegovo dejanje, za vsako njegovo besedo. Uči nas namreč, da drevo, ki mu posekamo njegove korenine, ne bo nikoli raslo. Zato, ker tako zelo poudarja ljubezen do domovine, zato tako zelo poudarja ljubezen do zemlje. In uči nas, da bo Slovenija tako dolgo in da bomo Slovenci tako dolgo, dokler bomo imeli Tonete Kuntnerje. In naj, ker seveda moje besede ne morejo doseči njegovih, spregovorim z njegovimi verzi. Zbirka Mati zemlja, ptice. Ptice so gozdne pesniške duše in vsaka prosto poje po svoje. Pomladno zanosno pomladi, poletno veselo v poletju, jesensko tožno v jeseni, zimsko zatišno po zimi. A nekatere nikoli ne pojejo. Le radostno preskakujejo veje in se predajajo dobrim vetrovom v radoživem igrivem plesu. In vse oznanjajo svetu mir, nobena sovraštva in spora. Priletijo pa včasih ujede, ki glasno kljune, krvave in site sovražno krakajo o ljubezni. Tone Kuntner, iskrene čestitke. Lepa hvala tudi za to recitacijo, pa prosim še za eno pesem iz nove zbirke Mati zemlja, in sicer gospoda Andreja Arka, ki se je prijazno ponudil, da jo bo prebral, in seveda tudi k kakšni besedi naš dragocen sodelavec, nekdanji urednik Mohorjeve družbe, Radio Slovenija, skratka tudi pesnik in pisatelj, gospod Andrej Arko, lepo prosim. Drage častilke in častilci slavljenčevega jubileja, ko je prej gospa ravnateljica nizala, kaj vse je ustvaril gospod Kuntner do zdaj, ko je nanizala vse te njegove dejavnosti, sem pomislil, katera od teh dejavnosti in pravzaprav poslanstev bi bila najbolj pomembnejša, je najbolj zaznamovala njega in naš živelj. Ali je to poezija, ali je bila to dramska igra, ali ljubezen do domovine, do slovenstva, ali morda to, da je uspešen družinski oče in dedek. Pravzaprav bi moral to povedati na prvem mestu. Kakorkoli,
mislim, da je to vse enako vredno. Vsi ti njegovi prispevki so najbolj opazni. In predvsem ga častimo tudi in se mu zahvaljujemo za njegovo, da rečem, plemenito bojevništvo za slovensko pomlad. Zdaj bom pa poskusil prebrati eno pesem, to je naslovna pesem jubilejne zbirke. Upam, da se mi bo posrečno. Imam prehudo konkurenco. Mati zemlja. Mati zemlja, porodnica sleherne rasti na zemlji, ki vse zeli ozeleniš, vse cvetove razcvetiš, vse plodove dozoriš, ki si pot zorenja dni v tuzemski večnosti daj, da padem v jeseni z zrelimi semeni, tvoje čudežno naročje. Mati zemlja, mila mati, moja zibo, dom in grob. Kuntnerjeve literarne poti pa se že dolgo prepletajo tudi s potmi slikarja, umetnika Rudija Španzla, ki je med drugim likovno opremil tudi Mohorjevo pesniško zbirko Toneta Kuntnerja Podorane sanje. Skupaj ohranjate sanje, ki niso pokopane, le podorane s plugom ljubezni. Gospod Rudi Španzel, prosim za besedo, kako bogata letina bo iz podoranih sanj zrasla letos. Namreč zelo ste me presenetili, kajti jaz nisem vedel, da bom kaj povedal. Jaz bolj rišem in pa bolj malo razmišljam pa malo več. No in tako da mi je čast današnji dan biti z vami, oziroma za praznik Toneta Kuntnerja, slovenskega domoljuba, patriota, človeka, s katerim smo se srečali ravno v trenutkih, ki so bili prelomni. In takrat se ljudje srečajo takšni in drugačni. In mislim, da je to srečanje rodilo eno lepo simbiozo in na koncu bi lahko rekel celo eno lepo prijateljstvo. No in nekoč sva skupaj takrat na začetku izdala grafično zbirko njegovih pesmi in mojih grafik, se pravi Moje bregače. No in to je bil zelo lep imenitni izdelek mladinske knjige, no in proslavljen je bil pa, če bi tako rekel, v zgornji veliki. In še danes razmišljam o teh stvarih, ki se mi zdijo, bom rekel malo poštarsko, tumaste, kajti ena pesem od Kuntnerja govori takole, pravi, in tam na vrhu golobica nežna, moja Marija stežna. Zdaj je pa zgornja velika, prosim. To je popolnoma skregano z nekim spominom do naših prednikov. Istočasno se spomnim, ko smo hodili Štajersko domov in se je prvič zgodil pred Trojanami, gor je bil Rupert. In naenkrat grem z enim spačkom domov, pa piše Šent Rupert. Se rekel, dogaja se nekaj. In resnično takrat, potem jaz doma iz Savinjske doline, in pogledajte, eni so pa imeli takrat držo, kako bi rekel, v tistih časih, malo nazaj, pred še večjimi časi, ko so Šempetrčani rekli, mi bomo pa kar Šempeter. Na drugi strani Savinja je bil pa Šempavl, mi smo rekli Šempavl. In tisti Šempavl se je nekam, kako bi rekel, zgubil moralo in moč in se je preimenoval v Preboj. Evo, Šempeter, Šempavl, zdaj pa Preboj pa Šempeter. Ala vera Šempetrčanom, da so ostali in ohranili svojo držo. No in na tej poti po Štajerski
mi se Savinjčani sicer, bom rekel, tako imamo malo štajerski deluks, kajti hmeljarstvo je naredilo določene finančne premike in je standard tudi zelo zrastel, medtem ko so te kraji, kjer je tone domuje, ker so tako poetični, lepi, smo jih midva prečesala neki dan, nekaj dni, ko smo predstavljali te brigače in spoznal sem tudi njegovega potra, pa Fajmuštra Časla, ki je njegov čas dal sotno pipo in to so bila, nune so kuhale za nas, to je bilo doživetje. In takrat moram reči, da sem začutil domovino, Štajersko, posebno, tako blizu kot še nikoli. Feeling je bil takšen, da sem pravzaprav v Tonetovih krajih, Trate, in poznamo te knjige od Jančarja, Primariji Snežni zvoni, Smrt Primariji Snežni, Parkliča in tvoja. 3 stvari so v čast te zgornje velike. No in skratka, tu sem jaz takrat pri Tonetu, potem smo šla pa še tisti dom za prizadeto mladino Trate proti Cmureku. Cmurek je mesto, ki ga ni, to pesmo poznamo, zelo lepa. No in piše Cmurek, Cmureka pa kjer, tam je pa most na Muri, pa na onu stran Mur-ek. In to pomeni, Cmurek pomeni Cum-Mur-ek. Se pravi, sam to, medtem ko mesta ni. No in ta pesem je Toneta, mislim, mene dotaknila, da jo nisem pozabil, ker je lepa. No in tam je Tone, tam smo doživela velika doživetja, se pravi, Tone se je odlegel na zemljo, jaz sem pa mislil, kaj pa to zdaj ta prizor, in skratka, tam je stala nekoč njegova hiša, ki je samo spomin, no in ta spomin sem pa jaz tudi Toneta pač malo narisal, in to bi lahko rekel, kot je prej gospod Arko rekel, to je tudi njegov grob, če bi rekel, narekovaj, pa ne preveč strašljivo, se nam bo to ne strašil, ker je prihaja, se pravi, to obdobje, bi lahko rekel, se imenuje na pragu let. Tako da na tem pragu let vidim polne energije, spominjam se ga slovensko zastavo na Triglavu, takrat, ko so bili ti viharni časi in izgleda, da bo to zastavo treba izobešati non-stop in kar naprej. In še nekaj ne razumem, zakaj pri nas te zastave ne visijo, sem bil v Ameriki, sem bil na Švedskem, vse posod, tam imajo ljudje zastavo doma na dvorišču, kjer visi in plapola. Če pa ga ni doma, da pa na pol, da razbojniki vejo, da je treba. Tako da, skratka, s Tonetom smo se ujela, bom rekel, na nekih podobnih imenovalcih in jaz se že nekoč, kar se zavedam, podpisujem tudi slovenski slikar. No in ta slovenski slikar danes izreka slovenskemu pesniku in umetniku vse dobro, najboljše in še na veliko let. Hvala lepa. Gospod Rudi Španzl, pri oblikovanju imate danes tukaj konkurenco. Gospod Harald Drausbacher-Heri, prisrčno vas vabim k kratki besedi. Oblikovalec obsežnega opusa različnih področij, tudi Kuntnerjevih knjig. Kaj imate z njimi? Kot sodnik, kot dolžnik blagoslovljenih dni domovine, piše Kuntner, vsaj kratko voščilo pa boste rekli. Lep pozdrav vsem, Tone Žujo. Jaz lahko na kratko vem samo to, da kar ga poznal, sem samo za njega delal. In to, na akademiji sem prevzel predmet oblikovanske zasnove in sem potem smatral, da njegova bogata beseda, pa naši likovniki, kiparji, slikarji, oblikovalci nimajo teh notranjih problemov, kot jih ima on z umetniško besedo. In potem sem to združil in smo imeli izjemne uspehe.
tudi v mednarodnem smislu, tudi iz tujine so me povabili, da sem prezentiral te ilustracije, ki so ti študenti z mano skupaj počeli. Seveda smo pa izjemne težave, tako da je mogel prideti, smo natočili vino in je zdravljico povedal. Pa smo Cankarja globinsko analizirali. On je znal tako lepo povedati, da so študenti imeli dejansko motiv. Ker oni znajo risati, če imajo model, če imajo govori akt, tam se spustijo prostorske novitete. Profesor Bernik je to znal izjemno dobro, v mednarodnem smislu to ponazori. Ko so pa prišli not v moj oddelek, ko sem dal teme, recimo Domovina Slovenija, domovina eno študentko iz Beograda, ki se je izjemno hitro vključila v ta problem. Prvo, kar je naredila, stopila v študentsko organizacijo. Drugo pa, da je dobila pasoš. Ampak ona se je natančno vrgla v to simbiozo, kaj to pomeni identiteta. In če gremo nazaj, nas ne zanima ta problem, nas ne zanima Slovenija. In Tone je s to bogati študentsko besedo, ki je vključil v naš proces, tako bogato osvežil, da so študente še potem nazaj hodili k meni, ker so videli probleme, kako neko risbo abstraktno pojmovati, brez neke pripovedniške, ampak da je iskal glagol v likovnem besedi, to se pravi v črti, v barvi in svetlobi. Mi pa žal te besede ne znamo uporabiti, da umetniška beseda ima globino. Črta, svetloba, pa barva pa nima globine, če nima dejanski pristop psihološke ravni. Tako da na tej strani smo mi se naredili 3 knjige, te me spomni Javljana, naša Javljana, potem Mati Slovenija, pa tisto nagrajeno, ta del od domovina. No, tam smo pri od domovini, bom sam 2 besede povedal, tam smo pa iskali lik, on si je želel, da bi šli to na Osdol, in smo šli zjutraj v 5 iskati momente, kako naj tisto pokrajine v megli, on to izjemno globoko odvetuje in potem kako njega prinazoriti v vseh 25 verzih. Če ste opazili v tej knjigi, sem jaz iskal njegov lik portreta. V čisti izpovedi, v umestni izpovedi, v končni izpovedi, vse nekako v tej globini izraza, če to opazite v tem. In seveda to sem dal vse v kvadrat, kot pojmu naše skupne izhodišča. No, to na kratko. Jaz si čestitam na tole, res pa je, da sem je dal 20 let temnega dela skupaj z študenti, te zadnje pa nisem mogel sprejeti, ker sem v tujini. Da je njegova umetniška beseda tako močna, da je ko je razložil vsak vers posebej, so študente imeli izjemno veselje. Tako si pogledate to ilustracijo še. Lepa hvala. Preden k kratki besedi povabim pisca spremne besede knjigi Mati Zemlja, pa prosim gospod Jadranko Tomažič, da nam prav tako prebere kakšno pesem. Vmes sem do besede prišel. Kolegijalno. Brat, moj brat, je v solzah ponavljal, nagnjen na Droško jamo v molitvi za mrtve brate, ki predvidljivo tulijo v nas poklani in zamolčani. Tulijo in kričijo molče in iz gluhosti zemlje gluhoto človeka. Srce sem mu zlomil sočutnim vprašanjem. Tvoj brat je med njimi? Ne, ne odkivam. Moj brat je še živ. On je morin. Vsak zase živiva, kakor drevesi, a vendar usodno skupaj, neločljiva v koreninah, s krošnjami iz oči v oči. Objameva se, ko divjajo vetrovi čez črni prepad.
naj padeva skupaj v viharnem objemu, ko pride čas. Lepa hvala. Torej, pater Edvard Kovaček, pesniški zbirki napisal spremno besedo in poleg tega, da je odličen poznavalec literature, pronicljiv družbeni komentator, profesor, moram vedno reči, deloma v pokoju, ker je zmeraj aktiven, in pa seveda duhovnik frančiškan, pa tudi Kuntnerjev dober prijatelj z izkušnjo prleške in slovensko-goriške zemlje. Izvolite, prosim. Spoštovana, draga gospa ravnateljica, hvala za besedo, spoštovani gostje. Dragi Tone, večkrat sem govoril že o tvoji poeziji, celo napisal, ampak vedno najdem kaj novega. To ne sme biti izgovor, da ne bi govoril o tvoji poeziji, ker sicer se spomnim, v gimnaziji je eden od mojih sošolcev osvajal lušno deklico, mi je poklonil Prešernove poezije. Rekla, hvala lepa, sem že brala. No, v tem duhu, da jaz se raz vračam, tistemu, ki ga ti ljubiš Prešerna, in se mi zdi, da Prešern v tebi odmeva. Danes bi pa rad povedal tisto, kar še nisem o tebi, namreč, da mi tvoji gledališki nastopi pomagajo razumeti tvojo poezijo. Pa ne zaradi tvoje recitatorske spretnosti, izjemnosti, ampak tvoj način uživanja. Zakaj gre? Kot je v eni drugi pesniški zbirki napisal tudi tvoj prijatelj Aleksandr Zorn, si neverjetno zaigral Kreona, smo letove Antigone, se pravi, da ti si imel dar tudi negativne like na odru, vanje si se tako vživel, njihovo trpljenje, njihovo stisko, tudi njihovo moralno nemoč, da smo se morali gledalci prav truditi, upirati, da nam niso biti negativni liki simpatični. No, ampak to je tvoj velik dar uživanja. No in kaj želim reči, na to me je opozoril, Aljo Srebula, pravi, imam slabo vest, ampak, a veste, da sem pisal teh stalinistih, na Tržaškem, pa za svojo čistostjo idej smo bili kar privlačni. Dobro, to imate vi, pesniki, pravi pisatelji, pravi igralci, ki ste tudi tukaj, dan uživanja. In prav to bi rad izpostavil, da mati zemlja, da se čudovito uživljaš, tudi v tisto drače, tudi osad, tudi tisto, kar bode, in naj preberem zelo kratko pesem, sekam trnje, krčim les podivjanega sveta. Ne bojim se sanjati, nesrčno piti za življenje, z njim živim, z njim trohnim in zelenim. Dragi Tone, želim ti, da bi tudi slovenskim narodom živel, trohnel in zelenel. Krasna istočnica za odrske deske, s Kuntnerjem namreč v red sveta in red srca verjame tudi umetnik pisane in govorjene besede, gospod Gregor Čušin. Učenec, sodelavec, človek anekdot, gotovo povezanih tudi s pesnikom. Izvolite, prosim. Tone, bil si moj profesor na akademiji, bil si moj prvi direktor, oziroma VD direktorja, če so natančno. Stala so skupaj na odru, ko sem prvič stopil na odru Mestnega teatra. Stal sem s tabo na odru, ko si stal zadnjič na odru
mestnega teatra. Enkrat vmes sem te telo ubil v eni predstavi. Moram pa priznati, da si mi takrat, to je kar nekaj let nazaj, zdaj strašno star. Ampak zdaj, ko te gledam, tazga, kad si danes, pa so vsa ta leta menila, se sprašujem, si bil res tako star, si danes še zmeri tako mlad. Leta 1989, ko sem odslužil vojsko, prišel kot študent slavistike v Ljubljano, ki takrat še ni bila najlepše mesto na svetu. Bila je pa meni prisotni Ljubljanci in Ljubljanki prostijo lepše, kot je danes. In sem si nabiral literaturo za svoj študij in sem seveda stopil v antikvariat in kupil tvojo prvo pesniško zbirko, mislim, ne tvojo prvo, tvojo prvo pesniško zbirko. In noter je cena 50. In za prvi ne vem, ali so bili to že lipe, ali tolari, ali so bili še dinari, evri niso bili. Kaj hočem povedati, to pocen si bil. In to si še zmeraj, pocen. Hočem reči, dostopen ljudem, nikoli pa nisi bil cenen, poceni pa pristopen. In iz te moje prve pesniške, tvoje zbirke preberem prvo pesem, ker prve po moje to prva pesem tvoja, ki si me jaz prebral. Nekakšen vrak je naslov. Nekakšen vrak je v tebi, da neprestano v živi ogenj trezaš, da svetlobo iščeš v temi, da ljubiš prepovedane reči, da dvomiš v nedvomno, da verjameš v neverjetno, da segaš za nedosegljivim in to življenje na zemlji živiš, da bi videl nevidno in slišal neslišno in razumel nerazumljivo. Nekakšen vrak je v tebi, da ne odnehaš preizkušati trdnosti glave in zidu in se ne vežeš z vezanimi in ne vdajaš z vdanimi in ne ponižuješ s ponižnimi in ne odhajaš z odhajajočimi, temveč ostajaš z vsem in navkljub vsemu. In ti moram, dragi kolega, spoštovani profesor, kljub temu, da danes vsi hvalijo, reči, da se motaš. Ni vrak, Bog. Bog je v tebi in Bog te živi. Še ostajamo na deskah, življenje razumeti ni se na hrib povzpeti, je hrib in dol živeti. Če sem prav videla, je z nami tudi gospod Roman Končar, ki ga povabim k besedi. Ni, prazen stol. Je. Gospod Končar, kako s Kuntnerjem doživljate hribe in doline življenja? Takole. Pa še takole. Ena kratka prigoda, ne me tako gleda kamjoku. Ena kratka prigoda, Logatec, Janez bo vedel, eno prireditev smo imeli veteransko združenje. Veste, za domoljubje v Sloveniji nikoli ni bilo prav veliko denarja. In so mi zaupali scenarij pa režijo in ker ni bilo denarja, sem sam sebi zaupal še to, da sem recitiral. Zraven je bil pa tudi Tone Kunter, ki smo ga pa častno povabili tja. No in jaz to recitiram in sem zbral za recitacijo tudi eno Tonetovo pesem. In nam nikoli pozabil te daljice med mojim očesom pa njegovim očesom. On je bil v publiki, jaz za mikrofonom. Ne, nismo več za mikrofon, brez mikrofona smo bili, ja. Ampak ker imamo s Tonetom šolane glasove, se naj več slišali. Njega iz srca, mene pa iz duše in iz srca. In ko sem recitiral to njegovo pesem, želim verjeti, da dokaj doživeto, sem zagledal tiste kristale solzne v njegovih očeh. In da je bilo temu res tako, je bilo potrjeno potem, ko sem končal, ko se je prireditev končala, je Tone stopil k meni in me bil tako srčno, kot jaz zdaj njega in on mene nazaj. In potem je v hipu spustil in rekel, čak mal. In je šel. Čudak, igralec. In je pa šel nazaj in je prinesel tisto drobceno, temno, bordo rdečo knjižico
to je neka zbirka, na kateri je z zlatimi črkami pisalo Kuntner. In je ta, ki ima Boga namesto vraga v duši in v srcu, še uspel napisati neko posvetilo, ki te seveda gane. Jaz sem hodil pred časom, neka norost me je všla, delati magisterij iz umetniške besede. Takrat je bil profesor za umetniško besedo na Akademiji za gledališče, radio in televizijo v Ljubljani, Tone Kuntner. Jaz nisem delal potem tega magisterija, tudi v pismu ga nisem, ker je bila zbirokratizirana administracija tako močna, da je Tone šel prej v penzijo. Ko sem potem nekoč nekje zaslutil, da je vredno Tonetu čestitati za rojstni dan, ne za današnji, ampak za enkrat prej, sem pa tudi sam zbral svoje misli, pa sem mu napisal: Zemlja moja, domovina, kot v srce si vraščen cvet. Zemlja moja, ti edina, ki si večna, bolj kot svet. Zemlja moja, kruh in vino, jezik, čast, pa še srce. To enoto, trojedino, vekomaj se branit sme. Tone, jaz bom Boga prosil, tlele so frančiškani, da bi ti vsaj še 80 let branil to trojedinost, jaz ti pa garantiram, da ti bom vsak dan v teh 80 letih v zahvalo nosil dolenskega veseljaka, trojedino, po pavočku vino, cviček. Bog te živi. Po pošti sem prejela naslednje javno pismo za Toneta Kuntnerja. Spoštovani gospod profesor Tone Kuntner, povabili so me na vaš dogodek ob predstavitvi knjige, da bi vas tudi jaz presenetila z branjem pesmi. Zelo bi rada prišla, vendar imam v istem času nastop, ki sem ga obljubila že prej za mlade bralce v Bovcu. Vidite, vi ste bili moj profesor in ste me svoje ljubeznijo do besede vzgajali v veščini govornega podajanja, poezije in umetniške proze. Jaz pa vaše poslanstvo nadaljujem tako, da prenašam vašo in svojo ljubezen naprej. Hvala vam za vse, kar ste mi dali. Voščim vam srečen praznik, poln zadoščenja in lepote in vam hkrati čestitam ob izidu pesniške zbirke. Če je za vas domovina mati zemlja, ste vi zame eden izmed očetov besede. Vaša Nataša Konclo-Rencuti. Z doktorjem Andrejem Rozmanom sem se prvič srečala, seveda ob grofih celjskih, nedvomno je zakladnica znanja, zgodovine, pretresljivih osebnih izkušenj in čeprav me je včasih strah, kako in kaj bo povedal, tega človeka velike srčnosti z velikim veseljem vabim k besedi. Dr. Andrej Rozman, izvolite, prosim. Dragi Tone, toliko lepih stvari so tebi povedali, da si zaslužiš to delo od Agrando. Vidva s Tonetom sva se malo zdaj srečevala, predvsem v Velenju, ko si prišel na šolo, kjer si jaz poučeval, ampak stvari se prepletajo in zelo sem vesel, da imaš pri svoji poeziji, pri svojem delu takšne uspehe. In še naprej ti želim, da tako ti je rekel gospod Končan, še 80 let. Je res, da. Še nekdo, ki zaradi obveznosti danes ne more biti z nami, se je oglasil s kratkim zapisom. Dragi Tone, naj ti vsemogočni da zdravja in čilosti, naj ti srce poje o najsvetejšem, kar imamo, o domovini. In tvoje pesme naj prikličajo drugo pomlad, tisto, ki je ne bosta uničila pozeba in zmrzal. Pavle Ravnohrib.
Iz mlajše generacije pesnikov danes jubilantu Kuntnerju prenašam še pozdrav Jurija Hudolina, k besedi pa vabim našega sodelavca Kristjana Koželja. Jaz z gospodom Tonetom nimam obsežne zgodovine, tako kot večina mojih predhodnikov tukaj za mikrofonom. Pravzaprav sva se šele danes zares uspela videti. Bil sem neizmerno počaščen, ko so me pri zvonu povabili, da s pesnikom in igralcem pripravim intervju ob njegovi 80-letnici in ob izidu te knjige, ki jo držim v roki. Potem sem se pa spomnil, da pa se vendarle poznava že dlje časa, namreč mislim, da leta 2018 sva se v Celjski knjižnici pogovarjala o knjigi Zamrznjena pomlad. Zame dragocen spomin. Danes pa bi rad delil iz knjige Mati zemlja pesem, ki me je ob pripravi na ta intervju zelo pretresla in mi dala tudi nek smisel o umeščenosti pesnikov. Vsi moji sopotniki hodijo z mano, če tudi premnogi niso več živi. Ko svoje življenje uresničujem, nadaljujem njihovo pot. Zidam, podiram in prezidujem domovanje za novi rod. Ta zavest, da smo pesniki ne nek monolit v času in prostoru, ampak povezani z vsemi pesniki, ki so ustvarjali pred nami, z vsemi ljudmi, ki so jih ti pesniki poznali in jih utkali v svoje pesmi, z vsemi tistimi, ki prihajajo za nami in bodo prihajali, da smo tako rekoč utkani v neko globoko bistvo. Je tisto bistvo pesništva in mislim, da tudi življenja, ki ostaja. Forme se menjajo, zunanja podoba se menja. To bistvo, ta zavest, ta ukoreninjenost v neko trajnost pa je tista, ki navdihuje, ki jo pogumlja in ki nam jo tudi v svojih pesmih velikodušno dajete. In želim vam, da vaša pesem še dolgo ne bi umolknila. Naj se obrnem še k družini. Slepim ne znaš odvzeti slepote, gluhim ne odzeti gluhote, a živeti moraš z njimi kot brat, ker so ti bratje, z njimi moraš hoditi kot slep in gluh. Dragi Jernej Kuntner, kako je hoditi skozi življenje s Tonetom Kuntnerjem? Je treba biti slep in gluh ali toliko bolj glasen? Izvolite, prosim. Ja, hvala. Ja, lepo, no. Malo se me presenetili, ki sem mislil, da bom nekaj drugega povedal. Ampak, ja, lepo je živeti z njim, no. Včasih težko, ampak kaj pa ni, komu pa ni. Namreč, hotel sem tudi reči, veliko je bilo že besede o domoljubju, ki pa kot nam hoče vsiliti eni, da je to sovraštvo, to ni sovraštvo do drugih, to je kvečem ljubezen do drugih, do sebe in drugih. Kot je rekel moj prijatelj, Mariborčan, Albanc, Švetar, sin Orlov, je v eni priliki mi rekel, če nimam rad moje, ne morem imeti rad tvoje. Pač to ni skladno. No in takrat naprej je to tudi seveda v meni zori in bi povedal tole pesmico, ki ni samo
zemlja, kot govorijo, ampak je moderna misel. Kdo si tujec, ki te ne poznam? In ki te vidim prvič, ko prestopaš nepovabljen prag te domačije. Povej, če me sploh razumeš, ali si berač, ali predrzen tat, ali prosiš, ali terjaš. Naj te odslovim prijazno, ali ti ponudim stol v svoji prazni hiši. Ali greva skupaj v svet za belim kruhom. Dragi slovenski pesnik, kot je rekel slovenski slikar, in jaz, pa res dolga leta že pišem, da sem slovenski igralec, ti čestitam. Sonja, tista, ki je prinesla luč v hišo, da se je spremenila v dom, piše Tone Kuntner. Draga gospa Sonja, ne bom zmotila. Nisva se sicer dogovorili, ampak če bi želeli kakšno besedo povedati, imate zdaj priložnost. Vedno je Tone tisti, ki je v ospredju, pa vem, da vi berete njegove pesmi in da ste vi dali zadnjo zeleno luč, zbirka je v redu, lahko gre v tisk. Ker potem bom dala Tone to besedo in ne boste več prišli do nje. Prosim. Sam da nadaljujem to vprašanje, ki je bilo prej, kako je živeti z njim. Je verjetno kot v vseh zakonih so hribi in doline, ampak vendar je več lepega in neskončno lepega bilo kot pa slabega in zanemrljivega. Tako da jaz moram reči, da sem zelo srečna, da sva se našla, da sva toliko časa zdržala, ne povem, koliko let sva že poročena, ne znam prešteti, da imava dva otroka, da imava 4 vnuke, meni je to dosti, da pa on seveda je pa pesnik, to pa je tudi pri nas doma en čist drug nivo, mi ga nimamo, kadar je oče ali pa kadar se kregamo z njim, ni pesnik. Kadar je pesnik, so morali otroci, vem, da so rekli, zdaj pa smela, tiho, oči dela, ali pa tiho, oči spi. Pa je ta včasih rekel, pa zakaj, pa jaz bom žvižgal, pa bom nekaj. Pa snik tišala dol, pa niso bili ravno zadovoljni. Ampak odkar pa so odrasli, pa mislim, da in poezijo njegovo spoštujejo in njegovo dvojnost, kajti kot oče in dedek je neizmrljiv. Pesnika pa spet po svoje pa tudi neizmrljiv, ker se že danes ta beseda lepo ponavlja. Hvala. Če se bo še kdo želel priglasiti k besedi, bomo to vendarle naredili po nagovoru gospoda Toneta Kuntnerja. Naj še samo povem, da svoje pozdrave pošiljajo tudi Drago Jančar, Eugen Car in Aleš Berger, ki iz različnih razlogov bi želeli danes biti z nami, pa niso mogli biti. Dragi Tone, kar nekaj ste slišali, zdaj je pa ta čas, zdaj je pa beseda vaša. Sem brez besed. V začetku sem lahko izrekel hvala, ker sem videl, koga vse vidim tukaj. Še enkrat hvala, ampak vseeno moram nekaj povedati. Toliko stvari ste povedali, da si najbolj želim, toliko lepih stvari, da si najbolj želim, da bi vsem besedam verjeli. Jaz
sem jim verjel, mogoče tudi iz svojega samoljubja. Ker ste vsi govorili z mene. Nič mi ni bilo treba odpirati knjige ali pa literarnega večera delati. In bom jaz se vsem zahvalil, srčno. Narešili bil čist tiho in se zahvalil z volkom, ampak bom vseeno nekaj moral reči. Jaz na kakšnih literarnih večerih povem besede, ki so vse naše, od Cankarja, Prešerna, ki več povejo, ko jaz sam. In bi lahko rekel, da bom zdaj to povedal, recimo Zdravljico, pa bo 3 minute trajalo, pa lahko gremo domov, pa smo si vse povedali, kar to bi lahko na začetku povedal, pa bi se rešli. To bi pa rad povedal, kar je Cankar, ali kar je Prešern napisal v Zdravljici, to vam bom povedal. Še zdaj bi vam pa samo se zahvalil, iskreno zahvalil. Gospe ravnateljici, da si je izmislila tako noro praznovanje, srčno noro praznovanje. Zdaj ni bilo treba nič brati iz tega, kar sem tu napisal. Ta knjiga je namreč, ko sem jaz z njo govoril, kaj bi rad imel, pa kako bi izgledalo, sem z njo se srčno pogovarjal in ona je to vse sprejela. In vedel nisem, da to ona vse je bolj udejanila preko svojih urednikov. Poglejte, jaz sem si želel, da bi bil moj portret na prvi strani. Če boste natančno pogledali, je tu moj portret. To je moj portret. In to je slika z moje domačije, kjer domačije več ni. To so naša polja, tu je stala hiša. To je zemlja, zgoraj nebo. Med zemljo in nebesom sem živel in še živim, kako vidite. Tu vmes je pa ta zelena, prekleta, srečna resničnost. No, knjiga je taka. In se mi zdi, da je zelo lepa tak. In se iskreno zahvaljujem za to. In iskreno zahvaljujem za vse verze, ki ste jih povedali meni iz srca, kot da bi jaz jim hotel povedati. No, glede, nič mi ni žal, da te hiše ni več, ki je vzel prejšnji čas, ki ni bil naklonjen kmetom. Nič mi ni žal, ker je zrasla nova hiša. Nova, trajnejša hiša za vse nas. Zrasla je naša samostojna država. In da smo to doživeli, tisto hišo imamo zdaj vsi smo tam doma. In delamo tako, da bo res dom, ne samo hiša, da bo dom. In zato bi se posebej zahvalil tistim ljudem, ki sedite tu v prvi vrsti, ki ste to sanjali in udejanjali, ki ste to udejanjali. Jaz sem samo sanjal in sem se veselil, kako udejanjate to srčno norost, to našo domovino. Veste, malo je narodov na svetu, tako majhnih, kot smo mi. Pa imamo svojo državo. In ko je Jančar pripovedoval, da je pisatelj pripovedoval v Ameriki, leta 31, malo prej, da bomo imeli svojo državo, pa so rekli, koliko vas pa je? Je rekel 2 milijona. So se smejali, pa so rekli, pa to je za en Bronx, kaj boste imeli svojo državo? Kaj ste gori, kaj? Rekel, ja, tako mi je Jančar pripovedoval, rekel, ja, res je. 2 milijona nas je samo.
Bronxa, tudi samo 2 milijona, ampak Bronx nima ne svoje literature, ne svojega jezika, ne svoje kulture in ne svoje zgodovine. Mi pa to imamo in zato imamo pravico imeti svojo državo in mi jo imamo. In mi smo jo to posanjali in ustvarili. Hvala vsem, ki ste to ustvarili. Ki ste zaletavali se v zid, ko so vas čakali z vrmi, so bili zapisani. 400 pa je napisano točno, kateri bodo šli. In dragi Ivan, posebej tebi, ki si zanetil slovensko pomlad, iz katere je nastala ta država. Hvala ti. Toliko lepih besed ste povedali, da ne bom nič več svojega dodal. Se vam zahvaljujem, vsi ste tako literarno nadahnjeni, tako da se z malo besedami vse povedali in to tako, da smo verjeli. To je bistvo. Se tudi v bistvu vsake pesmi je to, da ti verjamejo. In če iz srca pride, ni hudič, da ne bi do drugega srca prišlo. No, to je vsa teorija, ki je hočel to danes povedati. Bom pa povedal to, zdaj pa ne več svojih besed, bom takoj končal. Če dovolite, bi jaz lepo prosila, da zdravljico čiščic zaključimo. Se to sem vam namen. Ampak nekaj imam še jaz prej zapovedati vam. Potem pa samo še zdravico. Ja, no, pol pa nekaj prej povedal. Zdravlico pa pol. No, zdravlico pa pol. Torej, jaz bi še samo to rad povedal. In to večkrat tudi povem in spomnim na 27. julij 1988 Roški cesti v Ljubljani, ko so ti 4 fantje bili spuščeni iz sodišča jugoslovanskega, vojaškega sodišča in so dobili vsak svojo porcijo za domovinsko, slovensko domovinsko ljubezen. Ne vem, koliko mesecev so eni dobili, ampak tale Ivan je dobil 4 leta. 4 leta. In ko so prišli tam na tisti tovornjak, mnogi ste verjetno bili tam zraven, ste slišali, ko je ta Ivan stopil na ta tovornjak, je imel listek, kjer je imel svoj govor in prve besede, ki jih je izrekel, so bile Cankarjeve besede. In si predstavljate izreči te besede pod vojaškim sodiščem, na katerem si bil obsojen 4 leta. Je rekel, jaz, bratje, pa vem za domovino. Pole pa nadaljeval svoj govor. Jaz bom pa zdaj povedal malo več stavkov Cankarjevih, teh, ki so bile 80 let pred slovensko pomladjo napisane. 80 let pred slovensko pomladjo, vsa sebina slovenske pomladi. Jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo. Kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in poplačano s tisočirimi obrestmi. Naša domovina je boj za prihodnost, ta domovina je vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja. Iz muke, trpljenja in suženstva neštetih milijonov bo, je Cankar napisal, je vzrasla ta naša domovina, ta prelepa zemlja z vsem svojim neizmernim bogatstvom. Tako bodo le še krenak in grd spomin te gospodske domovine na suženstvo zidane, s krvjo in solzami gnojene, sramota človeštvo za smeh pravice. Zadnje čase sem enemu, ki se je z Duneja včeraj pripeljal na moje praznovanje k Mariji Snežni, pa mi je telefoniral z Duneja. Je rekel, že vidim napis Slovenija. In sem takrat po telefonu rekel, to je tisti, ko je rekel, da smo doživeli nasmeh slovenske, nasmeh zgodovine, tisti človek, da je to Lojze. Pa sem mu rekel, Slovenija, rekel, vidim že Slovenija. Jaz sem pa rekel, dobro vozi slo, vivat, vivat, živite in sanjajte še naprej.
samo beseda zahvale vsem, ki ste se tako prisrčno odzvali našemu povabilu. Dragi Tone, ste mlinar, ki je namlel veliko, pa ne samo zase, tudi za druge. Zato je iskan, zato ste iskani mlinar med srčnimi mlinarji. A vsakdo si svoj kruh zamesi sam, piše pesnik, in sam si z resnico svojo soli, prekvasi ga s kvasom svojih dni in peče svoj hlebec večnosti. Dragi Tone Kuntner, v vaš hlebec večnosti je nesmrtno ukvašena vaša poezija in vaš domoljubni duh. Vaše dni štejejo dopolnjenih 80 let in naj vam Bog nakloni zdravja in zadovoljstva in ustvarjalnega navdiha še mnogo, mnogo naslednjih. Hvala za ta šopek. In ta šopek ne simbolizira to, kar se nam zgodilo. Hvala vam. Jaz sem tuk stvari bi prej moral povedati sproti, ko je govoril gospod Stres, ki ima tudi 80 letos. Čestitam. Lani je imel, ampak se je izognil javnemu praznovanju. In jaz bi moral odgovoriti Janezu, bi moral Ivanu odgovoriti, bi moral Jerneju odgovoriti, bi moral Rudijo, vsem bi moral, sem toliko stvari zapovedati in bo povedal privatno. In tudi Sonji, da je spregovorila. Veste, kako ona redko spregovori? To je milost, da je spregovorila. In milost je, da je ona tudi moja žena in mati mojih otrok. In zato imam tudi vnuke, ker imam jaz njo in ker sem to milost doživel. Zdaj, da se ne bom zgubil, naj povem, da velikokrat na kakšnih literarnih večerih rečem na koncu, bi v začetku lahko te besede povedal, ki jih bom zdaj. Pa bi se v 3 minutah našli, pa bi tudi vse povedal. In zdaj bom to vse povedal. To vse pa je napisal naš veliki Frances Vrbe. In je ta pesem tudi naša himna, ne zaston. To je čudežna pesem, brez marširanja, vi marširan in ti neue Zeit, prijateljska, od prijatelja do prijateljstva, preko vsega, kar človek mora povedati, kadar praznuje in se veseli slovenskega čudeža, nasmeha zgodovine. Ob tem, s temi besedami, Prešernovimi in Prešernimi besedami, se bom poslovil od vas in se zahvalil. Gospa je tudi rekla, pa bom pol nazdravili, ste zdravljica. Če so ne zdravili, bom pa kar kozarca nimate, ne? Dajte ga, lahko je prazen. Bom vam nazdravil, potem bomo pa vsi natočili si in še zares nazdravili, tako da bo po grlu dol steklo. Prijatelji, obrodile so trte vince na sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi. V potrtih prsih up budi. Komu najprej veselo zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam držal. Bog živi ves slovenski svet, brate, vse, kar nas je sinov. Slovenče matere. V sovražnike z oblakov rodu naj nažga trešči grom. Prost, ko je bil očakov, naprej ne bo. Slovencev dom naj zdrubenih rokej si spone, ki še drže.
edinost, sreča, sprava. K nam ne nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da je oblast in z njo čast komplet. Spet našamo starost. Bog živi vas, Slovenke. Prelepe žahne rožice. Ni take je mladenke, ko naše krvi dekle. Naj si nov zarod nov izraz bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije zdravljica vaša. Vi, naš up, ljubezni domačije noben, naj vam ne usmrti strup, ker zdaj vas kako nas. Jo srčno branite, kliče čas. Življenaj vsi narodi, ki hrebenej dočakat tam, nekoder sonce hodi prebiri sveta bo pred nam, derojak, prost bo ušsak, nevrat le sosed bo mejak. Nazadnje še prijatelji. Kozarce zase vzniknemo, ki smo zato se zbratili, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Zdravje. Moram dodati, vsaka kitica teh pesmi, teh zdravljice ima obliko kozarca. Tako je originalno zapisal Prešeren, ko danes računalniško, samo svetinsko vtisneš, pa je to. Še enkrat na zdravje. Tako, nazdravimo, skupaj ostanimo še nekoliko v druženju. Naj pa še povem, gospod Tone Kuntner reče, joj, moram imeti knjig, imam toliko prijateljev, moram knjige razdeliti. Pa jaz vsem našim avtorjem povem, ne samo njego, tisti, ki so vaši dragi, ki so vaši prijatelji, bodo vašo knjigo kupili. Iz spoštovanja do vas, do vašega dela in do slovenske knjige. Naj nihče ne odide danes domov brez nje, pesnik bo z veseljem izvod tudi podpisal, danes je pa na voljo po promocijski ceni 20 €. Zdaj pa čim prej kozarce v roke, pa res na zdravje.